Dober dan, lep pozdrav ljubiteljice in ljubitelji prve lige. Pred nami nova tekma, dvoboj med domačim Aluminijem in Krškim. Obračun spodnjega dela, zelo pomemben boj za obstanek. Domača ekipa, ki je zaenkrat na 9. mestu, proti Krškemu, ki je le točko pred njimi. Ukolikor bi danes Aluminij zmagal in ponovil uspeh iz prejšnjega kroga, bi že šel iz cone izpada in to je zelo pomemben dvoboj za obe ekipi. Napad za Krško, Mujan, lepa žoga proti Mensaju, Mensaj pred vrati, Krčani streljajo in mimo gola. 12. minuta, zgrešil je Mensa. Žoga Mensa v napad, tole je priložnost za Aluminij, Panadič pri žogi, pred njim je zdaj obramba Krškega, Panadič strelja in visoko čez gol. Proti napad za Krško, Mensa, najhitrejši pri žogi, pred njim zdaj Kocič, Mensa si je priboril podajo, priložnost in gol! 1:0 vodi Krško, izjemna akcija in na koncu strel Dangubiča, 1:0 vodi Krško po lepi akciji Mensaja. Pot za rdeči na drugo vratnico, tule je priložnost in z golove črte rešujejo Krčani. Proti Krki, Maribor Olimpija pa v polfinalu za naslov oziroma za finale. Zdaj napad za Dangubiča, obramba tokrat vratarja. Dva igralca manj imela ekipa Aluminija, pa na koncu izvlekla točko. Mensa poizkuša strelom, zgrešil je, tole je še enkrat Vrbanec pred vrata in gol! 1:1, domači so izenačili, zadev pa je takole Lovro Bizjak in poskrbel za izenačenje na 1:1. Nogometaš Tahiraj pri žogi, še vedno Francesco Tahiraj podaja pred vrata, ker je bil Škoflek pred vrati in brani vratar Zalokar. Zdaj je dolga podaja naprej, tule je priložnost za Aluminij, sam pred vrati Tahiraj strelja, zadev je le zunanji del mreže. Dobre 3 minute potem, ko je pokazal četrti sodnik, zdaj napad za Aluminij, tole je priložnost, Tahiraj strelja in brani še enkrat Marko Zalokar. Aluminij Krško na koncu 1:1, najprej gol za 0:1 Dangubiča, v drugem polčasu pa je izenačil Lovro Bizjak in postavil končni rezultat tekme. Na koncu malo sam razočaran i nisam zadovoljan rezultatom kojim smo priželjkivali. Naravno da su ovakve utakmice jako teške za igrat. Nakon prvog kola pobjedili smo 3:0 u gostima i sad su svi očekivali da će to ići samo tako. Međutim, nogomet je specifična igra i nije to baš uvijek tako. Prvo poluvrijeme imali smo tu jednu malu neopreznost, primili smo pogodak i drugo vrijeme smo se onda dogovorili da moramo malo više igrati, da moramo više ići preko bokova, što smo počeli raditi. Postigli smo izjednačenje i imali smo još 2-3 dobre šanse za 3 boda, međutim na koncu ipak možemo biti zadovoljni, ali ipak sa malim razočarenjem. Ja bih prvo pohvalio naše fante za današnju igru, mislim da su tekmu odelili do konca tekme in tudi zasluženo smo na koncu osvojili točku, sicer prvi polčas smo bili boljši, tudi zadeli, povedali, imeli smo tudi tekmo pod kontrolom.